Slovenski demokratski stranki smo sklicali nujno sejo odborov za Evropsko unijo in odbora za infrastrukturo in okolje. Zaradi tega, ker se bliže koncu roka izvedbe stare finančne perspektive, do konca 2015, morajo biti vsi projekti izvedeni. In ker imajo nekateri projekti težave pri izvedbi, pri dokončanju, nekateri projekti, ki imajo odločbe, sploh še nimajo gradbenega dovoljenja, čeprav terja čas gradnje vsaj 1 leto. Zato menimo, da bo ostalo kar nekaj evropskih sredstev v Bruslju, ki bi jih lahko porabili, ker so v večini primerov to naša sredstva, ki smo jih nakazali v Evropo. Po drugi strani se pa pričenja nova finančna perspektiva, oziroma smo že v drugem letu nove finančne perspektive 2014-2020, kjer se pa projekti še niso začeli izvajati. Imamo pa možnost 11 kohezijskih projektov, ki so se po sklepu vlade pričeli izvajati v lanskem letu z lastnimi sredstvi in sedaj čakajo na denar z nove finančne perspektive, da se začnejo naprej, oziroma da se začne črpati denar iz nove finančne perspektive, zato pa potrebujejo odločbe. Mi smo že večkrat bili pobudniki za sklic sej na to temo, vendar nikoli še nismo dobili pravega odgovora, v kakšni fazi so projekti, ki se izvajajo, ali bodo sredstva počrpali ali ne. Sedaj menimo, da je zadnji čas, da se vključijo v črpanje po stari finančni perspektivi tudi teh 11 projektov in s tem pomorejo, da se čim več sredstev počrpa iz stare finančne perspektive. Če vlada misli, da bojo sredstva, ki ne bojo porabljena na teh okoljskih in infrastrukturnih projektov, prerazporedila iz tega operativnega programa na drug program, samo da bodo sredstva počrpana, se moti, ker po informacijah iz Bruslja evropske države, neto plačnice, komaj čakajo, da bo kaj denarja ostalo. Zato smo prepričani, da je potrebno nemudoma vključiti te pripravljene projekte, oziroma tiste, ki se že izvajajo, in počrpati čim več sredstev. Za novo finančno perspektivo pa čim bolj poenostaviti tako uredbo, s katero se določa, da morajo biti upravljene poročila o varstvu oziroma poročilo o okolju in izdati odločbe vsem investitorjem, da se pričnejo črpati sredstva nove finančne perspektive. Saj vsako leto država Slovenija nakaže Evropsko skupnost približno 400 milijonov evrov in bi bilo prav, da bi čim prej počrpali vsaj toliko, kolikor letno nakažemo. Iz načrta razvojnih programov je razvidno, da bo pravo črpanje nove finančne perspektive šele v letu 2018, do takrat pa naj bi se glavno črpala samo sredstva tehnične pomoči. Menimo v Slovenski demokratski stranki, da je to prepozno, da vlada poročilo v letu 2016 in 2017 o črpanju sredstev ne bo imela kaj pokazati Evropski uniji, če se ne bo podvizala in da se projekti začne izvajati čim prej. Na sami seji pričakujemo, da bo odbor sprejel zavezujoče sklepe, obenem pa tudi vlada oziroma posredniško telo Ministrstvo za okolje in prostor povedalo, v kakšnem stanju so ti projekti, ki se sedaj izvajajo. To ne delamo zaradi tega, da bi pač nagajali vlade, ampak njim v korist, saj bojo oni odgovorni koncem leta, če ne bodo vsa sredstva počrpane in bo lahko tudi več 100 milijonov sredstev, ki jih krvavo rabimo za investicije, ker so to edina sredstva, bodo ta sredstva ostali v Evropski uniji in zavedno izgubljeno za Slovenijo.